Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Vprašanje davkov, plač, poslovnega okolja so zagotovo strateško izjemno pomembna vprašanja za prihodnost Slovenije. Od tega je odvisno, koliko si bo država odrezala od našega zaslužka, od tega je odvisno, kako bomo živeli v prihodnosti. Zato je dobro, da se kot država s temi vprašanji ukvarjamo, da v teh dilemah razmišlja čim širša javnost in da se predvsem o teh stvareh iskreno pogovarjamo. V zvezi z davki se Nova Slovenija drži preprostega principa, da ljudje zagotovo bolje vedo, kaj z denarjem kot pa država in da bomo največ za prihodnost naredili, če bomo čim več zasluženega denarja ljudem pustili v njihovih žepih. Bolje, da ljudje sami razpolagajo s tem denarjem, kot pa da država odloča o prerazporejanju tega denarja. Trenutno je še vedno v zraku zakon o dohodnini in rekel bi, da smo trenutno eno glasovanje stran od končne potrditve tega zakona. Po naših poizvedovanjih, razpravah in debatah imamo pa občutek, da veliko ljudi detajlov tega zakona še vedno ne pozna, ni seznanjena z vsebino tega zakona. Zato smo se v Novi Sloveniji odločili, da začnemo s posebno akcijo osveščanja o vsebini zakona o dohodnini. S to akcijo želimo predvsem ljudem predstaviti, kaj vse dobrega zakon o dohodnini vsebuje. Zato smo tudi oblikovali posebno spletno stran. Na tej spletni strani bodo ljudje lahko ugotovili vse detajle, kaj zakon prinaša, lahko si bodo sami izračunali, kakšno plačo bi po novem zakonu dobili. Skratka, vsakdo, ki bo obiskal to spletno stran, bo lahko si izračunal svojo neto plačo. Ker bistveno in ključno sporočilo zakona o dohodnini je, da prinaša vsem, prav vsem, višjo neto plačo. Torej, poleg te spletne strani, kjer odgovarjamo na ključna vprašanja, kjer dajemo ljudem možnost, da si svojo plačo izračunajo, kjer odgovarjamo tudi na vse kritike, na vse dileme, na najbolj pogosta vprašanja, pa poleg tega začenjamo tudi z akcijo zbiranja podpisov, tako v elektronski obliki, kot tudi v fizični obliki. Zakaj zbiramo podpise? Ti podpisi so izraz podpore strani državljanov. Torej, da ljudje podpirajo ta zakon in da si želijo, da se ta zakon čim prej sprejme. Ta akcija osveščanja gre v dveh smerih. V eni smeri želimo predvsem spodbuditi politične odločevalce, da bi do glasovanja o zakonu o dohodnini prišlo čim prej. Po drugi strani pa, kolikor bi se zgodil referendum, da bi ljudje se tega referenduma čim bolj množično udeležili in tudi izrazili svojo podporo temu zakonu, ki prinaša vsem višje plače. Referendum je v zraku. Trenutno se Levica še vedno ni odločila, da bi to pobudo umaknila. Zato je potrebno reči, da so višje plače še vedno blokirane zaradi te pobude Levice. Naj pa tukaj zelo jasno povem, da ukolikor bo Levica še vedno vztrajala pri tem referendumu, potem je po naših poizvedovanjih v parlamentu ustrezna večina, da najprej to njihovo referendumsko vprašanje prilagodimo, da bo neodvisno, korektno in ustrezno, ker takšno, kot je zdaj zastavljeno, je izrazito zavajajoče. In pa, da lahko izglasujemo, da bo ta referendum na dan volitev, ker je tudi edino logično, na takšen način se obnašamo racionalno, pa hkrati prispevamo k temu, da bo udeležba na tem referendumu resnično visoka. Tako da na strani Levice je, da se odločijo, če bodo vztrajali z referendumom, potem bo ta referendum seveda na dan volitev. Je pa v našem interesu, da pa vendarle se v Levici premislijo, da do glasovanja o zakonu o dohodnini čim prej pride in da ga tudi čim prej uveljavimo. Seveda pa že zdaj vabim vse državljane, da se na naši spletni strani seznanijo o podrobnostih in se sami na svojih lastnih očeh in tudi s konkretnimi argumenti prepričajo, da ta zakon prinaša veliko dobrega za vse državljane.
Dober dan vsem. Slovenija je država blaginje in to blaginjo ustvarjajo zaposleni, delavke in delavci, vsi, ki zjutraj zgodaj vstajajo in delajo ves dan in prispevajo v državni proračun. V Novi Sloveniji menimo, da je prav, da jim tudi večji delež tega, kar zaslužijo, ostane in da bojo znali oni bolje razpolagati s tem, kot pa država. Ta zakon o dohodnini, za katerega zdaj vabimo državljanke in državljane, kot je povedal predsednik Matej, da ga podprejo, da se z njim seznanijo in da ustvarimo skupaj en velik politični pritisk na slovenski parlament, predvsem pa na tiste, ki temu zakonu nasprotujejo, prinaša tudi pomembne posledice za trg dela. Namreč veste, da v Novi Sloveniji verjamemo in trdno stojimo za dejstvom, da zdrav dela zmožen človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. Vemo tudi vsi skupaj, da ima Slovenija tukaj še nekaj manevrskega prostora in da imamo morda izziv z tem, da ne moremo z razliko med plačilom za delo in socialno pomočjo dovolj motivirati brezposelnih oseb, da bi šli na delo. Torej, davčna razbremenitev plač pomeni tudi, da bodo vse plače, ne samo minimalna plača, ampak vse plače višje, predvsem pa bo njihovo razmerje v primerjavi s denarno socialno pomočjo boljše, tako da bodo ljudje bolj motivirani za delo kot do sedaj, ko še te davčne razbremenitve ni. Zakon o dohodnini prinaša tudi izjemno pomembno seniorsko olajšavo. Poznali smo jo do leta 2014, takrat se je ukinila in sicer ta seniorska olajšava v predlogu zakona bi veljala za vse starejše od 70 let. Konkretno v številkah pomeni, da bi bila višina neobdavčene pokojnine po novem 1433 evrov mesečno, sedaj, ko seniorske olajšave nimamo, pa je višina neobdavčene pokojnine 1173 evrov. Torej, kar lepa razlika, dobrih 200 evrov razlike in morda ni odveč omeniti. Podobno kot pri zaposlenih. Česar si ne vzame država, ostane delavcu, ki si je ta denar zaslužil in bo znal z njim bolje ravnati. Česar si ne vzame država pri pokojninah, ostane upokojencem. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj in hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Slovensko gospodarstvo je močno vpeto v mednarodno okolje. Slovensko gospodarstvo je močno izvozno naravnano. Danes v konkurenčnem boju ne tekmujejo samo podjetja, korporacije, ampak in predvsem tudi države. Države, ki ustvarjajo takšno poslovno okolje, v katerem lahko vsak razvije vse svoje podjetniške, intelektualne, kulturne, umetniške potencijale. Slovenske plače so med najbolj obremenjenimi z davki med državami OECD. To pomeni, da si država od našega dela vzame veliko, po naši oceni preveč. Z novim zakonom, zakonom o dohodnini, bodo višje plače zaradi dviga splošne dohodninske olajšave prejeli prav vsi zaposleni. Torej, novela zakona o dohodnini prinaša višje neto plače za prav vse zaposlene. Po deležu, ki ga imajo v povprečni bruto plači prispevki delodajalca in zaposlenega ter dohodnina, ostaja Slovenija z 42,9% davčnim bremenom na 8. mestu med državami OECD. Slovenskemu delavcu s povprečno plačo od njegove bruto plače ostane zgolj 66%, italijanskemu 71%, slovaškemu kar 77% od bruto plače. Nova Slovenija to želi spremeniti in prvi korak je sprejem novele zakona o dohodnini.
verjamemo v svobodo, verjamemo v ljudi in neizmerne potencijale vsakega posameznika. Slovenija ni samo Ljubljana. Sam prihajam, kot veste, iz Prekmurja in zakon o dohodnini prinaša tudi novo olajšavo v višini 1500 evrov za vse, ki prostovoljno ter nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči vsaj 10 let. Seveda prvenstveno mislimo na gasilce, operativce. Z dvigom splošne olajšave se bo položaj gasilcev občutno izboljšal. Če bo zakon sprejet, bo prostovoljni gasilec pri povprečni bruto plači že to leto prejel 54 evrov višjo mesečno neto plačo oziroma 650 evrov višjo neto plačo na letni ravni. To pa je že kar nekaj denarja za en fajn dopust. Nasprotniki zakona o dohodnini oziroma zagovorniki nižjih plač delavcev v naši državi trdijo, da bo sprejem zakona o dohodnini ogrozil javne finance. Mi odgovarjamo z dinamičnim izračunom učinkov tega zakona. Če bo sprejet, verjamemo, da bo sprejet. Za letošnje leto se splošna olajšava dvigne za 1000 evrov, torej na 4500 evrov. To bo seveda znižalo proračunske prihodke v dinamičnem modelu za 102 milijona. V naslednjem letu za 133 milijonov, v letu 2024 za dodatnih 127 milijonov in v letu 2025, ko bo splošna olajšava na višini 7500 evrov, za dodatnih 131 milijonov evrov. Skupaj iz naslova postopnega dvigovanja splošne olajšave bo znižanje proračunskih prihodkov znašalo približno 490 milijonov evrov. In ne 800, kot to govorijo nasprotniki tega zakona. To bo seveda tudi pripomoglo k rasti bruto domačega proizvoda, kot izračunavajo na Ministrstvu za finance in tudi na gospodarski zbornici. Samo za primerjavo, stroški testiranja nas danes, torej državo, davkoplačevalce, stanejo 1 milijon evrov na dan. In poglejmo številke, poglejmo, koliko dohodnine je država pobrala v lanskem letu. Pobrala je za 225 milijonov evrov več, kot smo v proračunu načrtovali. Poglejmo še na hitro druge davčne prihodke. DDV. Pobrali smo za 388 milijonov več, kot smo načrtovali. Kaj pa davek od dohodka pravnih oseb? Realizirali smo za 157 milijonov več, kot smo načrtovali. In vse to nas utrjuje v prepričanju in pravimo, kdaj, če ne prav zdaj, je čas za spremembo zakona o dohodnini, da s tem zagotovimo višje neto plače vsem. Hvala lepa.